Živjo in dobrodošli v Sladkih prstih. Moje ime je Sašo. In jaz sem Neža. Moja boljša polovica. Itak. Ja, upam. No, skratka, da vrnemo v bistvu. Skupaj bova pekla, ustvarjala same sladke dobrote in česa si največ želiš? Tort, velik tort. Torte, ok. Ja. Še kaj? Pa velik čokolade. Jaz pa jagode. Ja. Ti Zmenjeno. prepustim sadni del. Ok, jaz sem bil vedno bolj sadni, ti si pa več kot očitno čokoladna in skupaj sva k jagode in čokolade. Bam! Ej, Ljubica, Ja, kaj bova danes delala? danes dela večerni gozdiček. Schwarzwald torto, tako da zadovoljiva in čokolado in jagode. Ja. Dajmo kar začeti. Za peko biskvita vzamemo 18 cm pekač, ki ga obmažemo z maslom in pomokamo. Midva sva uporabila obrod za torte in peki papir. V tem primeru papir tesno zvijamo ob rob obroča in s tem tudi preprečimo, da se biskvit razlije po pekaču. Za biskvit najprej zmešamo 4 jajca, dodamo jim 175 g sladkorja, nato pa jajca in sladkor stepamo nad vodno kopeljo. Stepamo nekje 3 do 5 minut, oziroma naša zmes se mora segreti na 37 stopinj Celzija. Zmes nato odstavimo z vodne kopeli in stepamo toliko časa, da se volumen podvoji. Moko presejemo in jo postopoma umešamo. Enako ponovimo s kakavom. Vse skozi mešamo nežno, da masa ohrani čim več volumna. Sedaj biskvit potrebuje še maslo. Zajamemo dobro žlico biskvita in ga zmešamo s topljenim maslom. Nato pa vse skupaj prelijemo nazaj k biskvitu in premešamo. Maso nato vlijemo v pekač in pečemo pol ure pri 180 stopinjah Celzija. Nato odcedimo višnjev kompot. Višnje stresemo v ponev in jim dodamo 4 žlice višnjeve marmelade. Vse skupaj nato malce pokuhamo, toliko, da se zgosti. Sirup za biskvit pripravimo iz soka višen, ki mu dodamo višnjev liker. Pečeni biskvit ohladimo in ga odstranimo iz pekača. Če biskvit ni raven, mu odrežemo kapico. Biskvit zdaj narežemo na 3 enakomerne dele. Za rezanje pa uporabimo kar dolg nazobčan nož ali pa žagico za biskvit. Najboljši rezultat bomo dosegli tako, da pri rezanju obračamo biskvit in ne noža. Vse to pa počnemo z rahlim pritiskom in dobro mero potrpljenja. Za torto potrebujemo še šantilj kremo, ki ni nič drugega kot sladka smetana, sladkor in vaniljev ekstrakt. Kremo stepemo do mehkih vrhov, jo prestavimo v dresirno vrečko in vse skupaj postavimo na hladno v hladilnik. In še čokoladni ganaš, smetano segrejemo skoraj do vretja, jo prelijemo čez naribano temno čokolado in vse skupaj premešamo. Prvo plast testa zdaj res dobro namočimo z višnjevim sirupom. Nato pa nanjo razmažemo tanko plast čokoladnega ganaša. V obliki spirale nabrizgamo šantilj kremo in si pri robovih pustimo nekaj prostora.
Za lepši izgled torte ob robovih biskvita nabrizgamo kapljice šantilij kreme. Nato pa tja, kamor kreme nismo nabrizgali, razporedimo mešanico višen in marmelade. Višnje bodo v bistvu držale pokonci našo torto. Vse skupaj pokrijemo z drugo plastjo biskvita in vajo ponovimo še enkrat. Ko položimo zadnjo plast biskvita na našo torto, pogledamo, če je ravna z vseh strani in jo po potrebi poravnamo. Nato pa tudi zgornjo plast dobro namočimo, jo namažemo s čokoladnim ganašem in dekoriramo s svežim jagodičevjem. Wow, torta je že gotova. Bravo, ful si jo lepo naredila, jaz sem sam snemal pa občudoval praktično tvoje delo. Moje čarobne roke. V bistvu imava biskvit, pa čisto tako šantilij, navadno smetano, kremo, pa en ganaš čokoladen, pa malo višen in marmelade, to je to. Ja, res je 1, 2, 3 torta. Pa zelo malo sladkorja ima. Tako je. Mislim, da je lahko brez slabe vesti. Poješ košček ali 2. Ali pa 3. Midva je pa ne bova, ker gre zdaj v hladilnik. Nič, uživite. Lepo se imejte. Čau.